Kot je rekel že Klemen, zdaj bomo šli do terena z Jušem. Namreč jutri, 2.7. se nam obeta svečano odprtje replike Plečnikovega čebelnjaka in to ob 12. uri. Original je tam na Češkem, ne, iz češke predsedniške rezidence lani, so pa naredili repliko za obogatitev čebelje poti v Ljubljani in jo postavili repliko na Grajskem hribu pri vili Samasa in prav tam je najbrž zdaj naš Juš z Alešem Sisingerjem, ki je predsednik čebelarskega društva Barje. Lepo pozdravljena oba. Lepo pozdravljeni. Če se slišimo, vas lepo pozdravljava z Alešem tudi tukaj izpod Grajskega hriba. Lokacija je fenomenalna, verjetno boste lahko videli še malce od bliže prav kmalu. Zaenkrat pa besedo predajam Alešu Sisingerju, predsedniku, kot vidite, čebelarskega društva Barje. Zdravo, Aleš. Zdravo, Luka. Kje se pravzaprav nahajava? Ja, nahajava se, mi to imenujemo, delovni naziv smo dali pravzaprav, balkon na Barje. To je južno pobočje Grajskega hriba, rahlo kakšnih 50 metrov nad Karlovško cesto, tamle z desne malo naprej je potem tunel, tako da ena taka pot gre tukaj mimo, tukaj je za nama, je za čebelnjakom seveda je jasa, z mogočno platano in potem tu naprej gre potem pot, pešpot proti Grajskemu vinogradu, tako da jaz mislim, da v teh dnevih, ko smo to mi gradili, zdaj zadnje 2 meseca sem jaz veliko tukaj gor, nekateri so mi rekli, kar spiš gor, no, in se pogovarjam s prehajalci in tako naprej, kar priljubljena pot, ni pa tako zelo množična. Verjamem, da zdaj s to točko, s tem čebelnjakom Plečnikovim, bo to kar postala neka atrakcija, kar si seveda Plečnik in ta čebelnjak tudi zasluži. No, če sva spregovorila malce o lokaciji, pa še o zadevi, ki jo imava za sabo, zdaj že nekajkrat tudi pri napovedi smo povedali, da seveda gre za Plečnikov čebelnjak oziroma repliko Plečnikovega čebelnjaka. Kaj pa sploh je recimo originalni Plečnikov čebeljak in zakaj pravzaprav ta replika zdaj tukaj? No, Plečnik je naredil 2 čebelnjaka pravzaprav v svojem zelo bogatem opusu. Prvega je naredil tega tukaj, ko ga vidite, leta 1927 so ga postavili pri predsedniški rezidenci prvega češkega predsednika Masarika, ko je po prvi svetovni vojni Češka postala neodvisna in je Plečnik je deloval takrat v Pragi, preden se je vrnil v Ljubljano, ko je prevzel tukaj profesorsko mesto, ko so novo univerzo ustanavljali. In Masarikova hči je bila pravzaprav tudi tesna prijateljica, če prav razumem, od Plečnika. Bila je tudi zelo izobražena hči, tako da sta si dopisovala, tudi ona je velik vpliv imela. Plečnik, skratka, je urejeval Hradčane, in pa obenem rezidenco v majhnem, ne mestece, ampak majhnem kraju Lani, to je 40 km zahodno od Prage. To je bil nek lovski dvorec predtem, z velikim ogromnim parkom, kot jaz ga primerjam recimo na Štivoli, in paralelno z Hradčani je Plečnik urejeval tudi to predsedniško rezidenco in vrt je uredil. In na tem vrtu je med drugim postavil tudi takle čebelnjak leta 1927 in to moram reči, da je Plečnik sam to svoje delo smatral za pomembno. Priča dejstvo, da je leta 1941, ko ga je takratni župan Adlešič povabil, da v njemu neko monografijo naredijo, Plečnik ni želel publicitete, pa so ga prepričali, bil je že slaven takrat, v Ljubljani ogromno del naredil, no in je pristal, ampak je rekel, jaz bom izbor naredil vseh teh načrtov ali pa fotografij, ki bodo noter. No in celostranska fotografija
tega čebelnjaka je v tej monografiji arhitektura perennis ali po slovensko večnostna arhitektura. Pomeni, da je dejansko ta čebelnjak neke izbrano delo pravzaprav Plečnikova. Zdaj, mi kot čebelarji, ne, kako je do te ideje prišlo mogoče, ne, moram reči tako, ne, pred 6 leti, ko smo osnovali Čebeljo pot v Ljubljani, ki se medtem že zelo uveljavlja, mogoče v tem malo nadaljevanju. Mi, Čebelarsko društvo Barje, smo tudi član te poti, in ko smo to pot snovali in sem jaz naletel na to fotografijo tega čebelnjaka, jaz sem se na prvi pogled zaljubil. To je pa res tisti Plečnik s temi špirovci, vidite, in tako naprej. Res. Krasen je, krasen. Zdaj še manjka, vidite, tukaj potekajo zaključna dela, jutri imamo otvoritev. No in sem rekel, to pa moramo nekje v Ljubljani postaviti. Prva ideja je bila celo na Barju, ker smo seveda Čebelarsko društvo Barje, pri cerkvi svetega Mihaela, zadaj nekje, ampak ni šlo ZVKDS, Zavod za varstvo kulturne dediščine, ni pristal na to, da zraven nekega originala od Plečnika tudi to stoji in jih popolnoma razumem. In smo potem skupaj z podžupanom, urbanistom, profesorjem Koželjem, pa arhitektom, ki se je vključil v to delo, docentom Rokom Žnidaršičem, so predlagali tole lokacijo in moram reči, da je fantastična. Krasna je. Odprli tale pogled proti Barju. Umakneva takole recimo, da vidijo. Ta del, če bi bila postavljena tako, bi se cel Barje videl in Krim. Bo v drugem delu obljubiva, da se sprehodiva skupaj s kamero, da si lahko res ogledate ta čudovit razgled. Resnično je dobil ta čebelnjak eno krasno lokacijo. Mi se bomo pa seveda potrudili, da ga bomo danes še dokončali, zadnje finese se delajo, da bo jutri v vsem svojem sijaju ga bomo, bi rekel, lahko odprli. In potem seveda kasneje, tu je notri, kot vidite, štet bi morali, 14 panjev bo, po 7 v 2 vrstah, to se pravi 14 panjev, ga bomo naselili potem po tej otvoritvi, že prvih par družin, in pa nekje do spomladi naslednjega leta bo celoti zaživel. To je 14 družin. Mimo grede, če zdaj v tem trenutku, ko jim Lipa medila, oziroma še medi, in zdaj bo Kostan, oziroma je že začel, to je top sezona, pravzaprav, tudi dan je najdaljši, takrat so čebele družine najbolj številčne, no in je trenutno v panju, če je naseljen približno 50 000 čebel, kar bi pomenilo, če pomnožimo 14 panjev krat 50 000, je to 700 000 čebel. Ja, bi lahko. Na kakšen način točno se pa naseli čebele v panj, če malo preskočiva k čebelim vprašanjem? Zdaj čebela, če bi šlo po naravni poti, se razmnožuje, bi rekel, z rojenjem. Mi pravzaprav, ker smo v mestnem okolju, bomo rojenje pravzaprav preprečevali, obstajajo tehnike in metode, ampak imamo premalo časa, da bi tole zdajle pojasnjevali. Pa mimo grede, tudi če so roji, Ljubljana je izjemno dobro organizirana in za pobiranje rojev. Tudi moram, bi rekel, gledalce potolažiti oziroma pomiriti, roji niso navarni. Enostavno pokliče se takrat 112 recimo in potem pokličejo oni nas čebelarje. Skratka, imamo to organizirano in potem se odstranijo ti roji. No, tako da ja, kako jih bomo mi naselili? Enostavno delamo že družine v posebnih tako imenovanih prašilčkih, manjših, to so manjši panji, skratka, pač po postopku, vse teh postopkov zopet več, skratka, mi že delamo in to na Barju naša 2 člana, Gordana Vidič in Branko. Gordana je že nastopila v vaši vdaji, mislim, da za 20. maja za svetovni dan čebel, tako da nekateri gledalci se spomnijo. Že poznajo. Tako, in ona 2 bosta tudi upravljala s tem čebelnjakom, jaz bom pa njun pomočnik, recimo. Super, ja. Aleš, če lahko prekinem, da skočiva na hitro k oglasom, potem pa, kot sva obljubila, bomo pobliže spoznali naš
Čebeljak oglasi. Pozdravljeni, zopet nazaj. Aleš Sisinger je moj gost. Nahajava se pa natanko pred odprtjem, ki se bo zgodilo jutri, in sicer odprtjem replike Plečnikovega čebeljaka. Tako je, ki ga bova zdajle, kot sva obljubila, spoznala zelo od blizu. Tako da predlagam, da damo Alešu mikrofon v roke, jaz skočim za kamero in bova se sprehodila. Kot vidite, potekajo zaključna dela, ki jih vodi naš član, krovec Branko Korenčič, zlata duša, bom rekel, brez njega tega čebeljaka ne bi bilo in njegove ekipe, pa seveda tudi brez marsikoga drugega. Na prvem mestu moram povedati, tole vidite urejeno, vidite gredico, vidite tole očiščeno. To naše društvo, naši člani, tudi okrog 20 nas je bilo na akciji, vsako soboto smo bili tukaj, skupaj nekako 300 ur smo pustili tukaj le prostovoljnega dela, tako da z tega mesta najlepša hvala vsem našim članom. Zahvaliti se pa seveda moram, spisek bi bil zelo dolg, vsem, ki so prispevali k temu izgradbi. V prvi vrsti moram podariti MOL, lejte, je v redu, zdaj vso to jaso, verjetno se vidi tu v ozadju, ne, to je ena taka krasna jasa z eno imenitno platano. Meni so rekli, da je to največja platana v Ljubljani. Ne vem, nisem šel preverjati. Tudi so mi rekli, da je ta platana preko 200 let stara. Namreč posadili jo naj bi še za časa Ilirskih provinc. Kot vemo, Ilirske province so bile 1809 do 1913 in če je to tako, je stara preko 200 let. Kaj pa je to natančno točen podatek, pa lahko povem, ker smo včeraj izmerili 5,5 metrov meri obseg te platane. In dejansko tukaj daje neko res pozitivno energijo, se mi zdi ta jasa, neko mirnost daje in jaz mislim, da dejansko tale Plečnikova umetnina je našla izjemno lepo mesto. 10 minut hoda, veste, od centra mesta. Zdaj pa, če pogledamo majčkeno še, bi rekel, te detajle Plečnika. Plečnik je bil, vidite, perfekcionist, tile poličke, posebej izdelane. Potem tole, kar še ni, stebričke, ki bodo prišli tukaj le gor. Takole, če pogledamo, med vsakih špirovca, pa tudi z zadnje strani prido še takile stebrički, tako da na te detajle je Plečnik zelo bil pozoren. In pa seveda moram tukaj še enkrat poudariti, prej sem že omenil docenta arhitekta Roka Žnidaršiča, on izjemno natančno bdi tudi nad izdelavo tega. Pravzaprav en zelo zanimiv detajl, notri so ažje panji, ker v čebeljnjakih so ažji panji v tistim času, ker se odpirajo od zadaj. Tamle, lejte, vidite en panj takle, dva še čakata, da jih not damo. Lejte, če je sprednji del tam, se od ozadja odpre panj in se vidi to. In Čehi, to se venda, zdaj mogoče ni časa, da vse to razdirava. Tukaj od spodja plodišče, tukaj pa medišče. Tukaj je matica, tukaj gor pa potem med odlagajo, bi rekel, iz kjer se toči. No in Čehi, ker je bil ta čebeljak na Češkem, so takim panjem rekli zadoviki, ker se od zadaj odpira. Ja, to je spredaj, No in zdaj mi smo specialno naredili, poglejte, tole je zdaj že pobarvano, in samo tole, zdaj pa če se vrnem, bo pogledali skozi masko. To je edinstveno pravzaprav zdaj tak čebeljak v Sloveniji, ampak dejansko, ker smo sledili mi Plečnikovi bi rekel, do zadnje dlake Plečnikovem načrtu, in izgledu, iz tiste fotografije, pač iz leta 1941, iz te monografije, katero sem omenil, in je to tako izgledalo. In arhitekt se je odločil, natančno ta kraster, natančno to je narejena stena,
In v dozadji, tukaj že vidite, so noter te panji porinjeni, za tista dva je pa tu še čaka, ne. In to je izjemno natančno bilo narejeno, tudi tukaj imamo zahvala našemu izjemno dobremu sosedu na Livadi mizarstvu, Tonite Kavčič, mizarju z veliko začetnico. In je on tudi to svoje delo doniral, ne, in izjemno natančno naredil, no in zdaj jih bomo noter dali, ne, in potem se klasično to seveda čebelari, že kot se čebelari zaže panji. No, vidite, tudi te brune, je tako nastalo, skratka, neka kombinacija, betona oziroma zidanega, na treh takih, kot bi rekel, valjih, tipično, bi rekel, neka tak pečat Plečnikova. Glede na to, da jaz nisem arhitekt, ne bi kaj preveč o tem razlagal, zato so drugi poklicani, ampak mene osebno seveda Plečnik navdušil in me še. Lahko pa zdaj, ko sva že ravno tukaj pri tem razgledu, poveva nekaj o čebelji poti, o tem pa zagotovo veliko lahko poveste. Ja, seveda, no, sej ta, kot je bilo prej rečeno, čebelja pot, ta čebelnjak, ko smo osnovali čebeljo pot. Čebelja pot je bila odprta svečano oktobra, mislim, da celo 17. oktobra 2015, župan Janković je odprl v botaničnem vrtu, ne. In ima nekaj točk, po katerih se hodi, obenem je pa to gibanje, ki ima pač precej društev, trenutno nas je že okrog 40 društva, inštitucije in drugi deležniki, tudi kakšne restauracije so se vključile in tako dalje, tako da enostavno so mišljeniki v dobrobit čebele in drugih opraševalcev. No in Ljubljana, preko te čebelje poti smo vsi aktivni, jo razvijamo, tako da v bistvu Ljubljana je po zaslugi predvsem te čebelje poti in vseh aktivnosti okrog nje, bila dvakrat že imenovana za čebelam najbolj prijazno občino v Sloveniji s strani Čebelarske zveze Slovenije, in sicer 2017 in 2019. Tako uspešno pravzaprav razvijamo to pot oziroma Ljubljana, duša tega je Maruška Markovčič iz Mola, da je v okviru projekta Urbakta evropskega, je Ljubljana prejela sredstva in je danes vodilni partner v tako imenovani mreži čebeljih poti BiPAT.net, kjer je bilo do zdaj 6 plus Ljubljana plus 5 mest iz Evrope, recimo Ancona, Hedvig, okrožje Madžarske in tako dalje, iz Grčije eno mesece, iz Portugalske, iz Poljske. No, da so se leto že razširili to še na 4 nova mesta, tako da je zdaj že 10 mest vključeno v to in dejansko sledijo nekaj te zgodbi in prenosu dobrih praks Ljubljane, te čebelje poti. Mirno lahko rečem, da je čebelja pot tudi tematsko pravzaprav trenutno najboljša turistična pot v Ljubljani. Tudi imamo posebne čebelarske vodnike, in sicer v okviru profesionalnih turističnih vodnikov se izobražujejo tudi za čebelarstvo in vodijo po čebelji poti. No, ta čebelnjak je pa seveda zdaj, če gremo na to točkovno, sigurno ena krasna pridobitev za neko pot, tudi krožno, od tu dalje gremo proti vrhu, oziroma ne proti vrhu, no proti Vinogradu se tu pot vzpne. In potem dol se hitro pride do botaničnega vrta, ki je tudi član in ima tudi en urbani čebelnjak za županji, poleg seveda vseh medovitih rastlin, ki so mimogrede tale vrtič, tole gredico tukaj smo zasnovali v sodelovanju z botaničnim vrtom, ki nam je predpisal, imamo 13 različnih medovitih avtohtonih rastlin. Jaz prav hud poznavalec nisem, to zadevo pri nas doma žena bolj obvladuje, no, seveda nekaj poznam, tukaj so plahtice in tako dalje,
ne vem, zdaj jih ne znam že vseh naštet. Je pa dejstvo, ne, da zdaj v tej vročini, ki je bila, da so preživele, smo jih morali vsak dan, smo dovažali vodo gor v kanistrih, da smo jih zjutraj in potem zvečer zalili. No, in jaz upam, da bodo preživele. Počas se bojim, Ja. da bova mogla zaključiti. Veliko bi bilo še zapovedati in želim seveda jutri odlično otvoritev. Če povabiva vse gledalce, ob kateri uri točno? Ja, otvoritev bo ob 12. Bo kar lep program tudi ob otvoritvi. Pride tudi češki gostje, ne? Pride župan, pride češki ambasador v Sloveniji, tako da mislim, da bo lepa prireditev in se že veselimo. Super. Tole je bil Aleš, ko so rekla Sisiger, ne, je ta prava izgovorjava. Kot vidite, čebelarsko društvo Barje, vabljeni pa jutri na svečano otvoritev, torej replike, ki je pa res prava replika, ne, tako kot mora biti Plečnikovega čebelnjaka. Zdaj pa k oglasom.